rdeča škatla čokoladnih bombonov. Sobota je nakupovalni dan. Samo z veseljem pomaga mami. Rad poriva nakupovalni voziček, medtem ko mama s seznamom v roki hodi od ene vrste polic do druge. V trgovini so tudi posebne police s sladkarijami. Te so Samotu najljubše. Mama gre vedno tam mimo, toda danes se napoti prav k njim in seže po prečudovito zaviti rdeči škatli čokoladnih bombonov. Ko se vrneta domov, pomaga Samo mami odnesti nakupovalne vrečke po stopnicah v 3. nadstropje, ker že nestrpno čaka kosilo. Mogoče bo pa čokoladne bombone dobil za posladek. Toda, kaj pravi mama na to? Oprosti, ljubček, ampak ta škatla je darilo za Nikota in njegovo družino. Si pozabil, da gremo jutri k njim na obisk? Samo je zelo razočaran. Skoraj prepričan pa je, da bo takrat imel več sreče in bo vendarle dobil nekaj čokoladnih bombonov. Niko in njegova družina živijo le nadstropje nad njimi. V nedeljo Samo z rdečo škatlo čokoladnih bombonov v rokah kar zdirja v 4. nadstropje. Čokoladni bomboni! Hvala, Samo, se zahvali Nikotova mama. Toda škatle ne odpre. Niko je namreč alergičen na čokolado. Med obiskom, ko odrasli pijejo kavo, Samo in Niko grizljata piškote. Rdeča škatla čokoladnih bombonov pa sameva na vrhu kredence. Zavita in zaprta kot nova. V ponedeljek se Nikotova mama z rdečo škatlo čokoladnih bombonov odpravi po stopnicah navzdol. Ustavi se v 2. nadstropju, kjer živi pesnik. Ime mu je Fred. Je zelo prijazen sosed, toda Nikotovi mami se vedno zdi nekoliko nesrečen. Čokoladni bomboni ga bodo prav gotovo razveselili, si misli. Fred ni navajen dobiti bombonov za darilo. Hvala, se vljudno zahvali, celo zardi. Vzame škatlo in jo postavi v kot, kjer ostane ves dan.
Fred jo kdaj pa kdaj ošine s pogledom, a je ne odpre. Rdeča škatla ostane zaprta kot nova. V torek odnese Fred bombonjero h Kristini, ljubki pianistki, ki živi v 5. nadstropju. Fred je že dolgo časa zaljubljen vanjo, a je preveč sramežljiv, da bi ji to povedal. Mogoče bo tokrat sama ugotovila, kaj čuti. Kristina je navdušena nad darilom. Kako si prijazen, vstopi, prosim. Ves popoldan se pogovarjata o knjigah in glasbi. Kristina se tako zabava, da Fredu pozabi ponuditi čokoladne bombone, ki jih je dobila. Rdeča škatla bombonov ostane zaprta kot nova. Ko se Fred poslovi, pomisli Kristina: tole je bilo pa prelepo darilo. Fredu moram biti res všeč. A zdaj bombonjere ne bom odprla, saj je z nikomur ne morem deliti. Na vrhu stolpnice stanujejo 3 sestre: Anja, Tanja in Sonja. V sredo Kristina potrka na njihova vrata. Pozdravljena, dekleta! Prinesla sem vam nekaj čokoladnih zalogajčkov. Sestre so vesele obiska in se prijazno zahvalijo za darilo. Toda, ali ga bodo odprle? Joj, čokolada je pa presladka, reče Anja. Če bom pojedla le košček, si bom pokvarila večerjo, vzdihne Tanja. Kaj praviš na sadno solato? Zanima Sonjo. Kristina obožuje sadje, a vseeno je malce razočarana, da ne more poskusiti čokoladnih bombonov. Rdeča škatla obleži na mizi in ostane zaprta kot nova. V četrtek zasliši gospa Zofija trkanje. Pred vrati stoji Ana iz 6. nadstropja. V rokah drži rdečo škatlo čokoladnih bombonov. To je za vas, gospa Zofija. Gospa je bombonjere vesela. Oh, zelo rada imam čokolado, vzklikne. Toda zdravnik ji je pred kratkim svetoval, naj se sladkarijam raje odpove. Zato položi škatlo na vrh omare. Tako me ne bo preveč mikala, si reče. In škatla ostane zaprta kot nova.
V petek v 3. nadstropju samo pomaga mamici pri kuhanju zelenjavne juhe. Preveč sem je skuhala, potarna mama. Kaj, ko bi je nekaj odnesel gospe Zofiji? Prepričana sem, da ji bo všeč. Če ji ponesem juho, me bo spet smoknila na lice. Tega pa ne maram, se pritožuje samo. Oh, daj no, poljubi te le zato, da bi ti pokazala, kako rada te ima. Prosim, bodi prijazen in ji odnesi juho. Samo previdno odnese skledo juhe navzdol po stopnicah. Plašno potrka na vrata. Dober večer, gospa Zofija. Malo juhe sem vam prinesel. Gospa Zofija glasno vzklikne: O, kako lepo diši! Z mamo sta pa res ljubezniva. Počakaj malo, tudi jaz imam nekaj zate, reče in odnese skledo juhe v kuhinjo. Vrne se samo ne more verjeti svojim očem. Navdušeno se zasmeje. Rdeča škatla čokoladnih bonbonov. Gospa Zofija mu pomežikne in mu pritisne 2 poljubčka na lice. Medtem, ko mama pripravlja mizo za kosilo, samo ves razburjen pridrvi v stanovanje. Mami, 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 poglej! Tista rdeča škatla bonbonov, ki sva jo kupila v soboto. Glej, no glej, res je prav takšna, se začudi mama. Ali jo lahko odprem, ko bom pojedel? Mami se nasmehne in pokima. Samo kar pogoltne kosilo, takrat pa zazvoni telefon. Emilija je, Samotova prijateljica iz Pritličja. Hojla, Samo, ali se prideš dol igrat? Oče mi je kupil čisto novo skiro. Rada bi ti ga pokazala. Samo poskoči od veselja. Seveda se gre igrat z Emilijo. Odloži telefon in pogleda rdečo škatlo. Ali bo ostala tudi tokrat zaprta kot nova? Jasno, da ne. Čokoladni bonboni so preveč slastni, še posebej pa takrat, ko jih lahko z nekom deliš. Dragi otroci, včasih je najlepše darilo tisto, ki ga lahko podarimo drugemu. Prijazna beseda, nasmeh
ali pa delček svojega časa. Ko delimo, ne izgubimo ničesar, le še pridobimo. Naše srce tako postane še večje in še bolj srečno. Zato vedno brezpogojno delimo stvari.